Gorenjski navijači in ljubitelji relija so morali kar nekaj časa hoditi na dirke v druge konce Slovenije, vse do 10 let nazaj, ko so se najbolj znani časomerilci železnikov odločili, zakaj pa tudi mi ne bi imeli relija. Tako je nastal Reli železniki. Prelep poletni pozdrav. Oglašamo se vam z balkona Gorenjske Jamnika, ki sicer ni tako blizu glavnemu štabu, a nosi ime tukajšnje hitrostne preizkušnje. Starejši gledalci se verjetno še spomnite iz časov reljev Kompas in Loka, ko so posadke vozile po istih cestah. V zadnjih 10 izvedbah dirke smo videli kar 5 različnih zmagovalcev. Ali se je letos upisalo kakšno novo ime na ta seznam in kako so se posadke odrezale na 11. izvedbi, pa boste videli in slišali v tej reportaži. Začenjamo jo s kratkim pregledom dogajanja pred dobrim mesecem v Velenju. Reportažo z te dirke si seveda lahko ogledate na družabnih omrežjih Avtoportreta, povemo pa lahko, da sta Rok Turk in Blanka Kacin drugič to sezono zmagala, tako v skupni konkurenci kot za državno prvenstvo. Marko Gros in Tara Berlot sta prvič letos uspešno zaključila, dobro minuto zadaj. Po seštevku vseh točk jih ima Turk 90, Klemenčič 67,5 ter Škulj 57. A kot smo že večkrat omenili, se na koncu sezone najslabši izid ene dirke odšteje. Do zanimivega razpleta v Šaleški dolini je prišlo v diviziji 2. Martin Čendak in Jakob Markežič sta pošteno ognala posadko Škulj od Cvirk v enakem dirkalniku. Po točkah sta torej izenačena. Najbolje pa v divizijah 1 in 3 kaže Tomu Slejku in Vasi Miklavčiču, prav tako najuspešnejšima v Velenju. Toliko o prejšnjem reliju. Še nekaj odzivov pred samim začetkom prve hitrostne preizkušnje, na katero se je podalo 64 posadk, vam ponudimo. Ustavili smo se pri Roku Bazjaku, ki letos kljub dobrim obetom v diviziji 1 na obeh dirkah še ni zapeljal čez ciljno črto. Glede na to, da smo dvakrat odstopili, bi rekel, da je najprej pričakovanje priti v cilj, seveda je pa pol takoj zatem en dober rezultat. Na zadnjih 2 dirkah smo vseeno pokazali, da se s Hano znava peljati. Pred začetkom je spregovoril tudi Mark Škulj, ki je zaradi pripetljaja teden dni prej v Belgiji sem prišel z drugo Opel Corso. Zgodila se je ena nesreča, bil sem malo prehiter v enem levem ovinku, tako da me v bistvu odnesel v kandelaber, tako da tam sem tudi ostal. Ker je bil reli na sporedu konec junija, so se temperature povzpele kar visoko, tudi do 30 stopinj Celzija, znotraj dirkalnika pa še veliko več. Dirkači so imeli različne poglede na to, ali ima vročina kakšen vpliv na samo vožnjo. Mislim, da to ne vpliva, ne, cel avto je vroče, tako je, tudi po zimi se močno zagreje. Zihar bo vseeno malo bolj naporna dirka, če gledamo prejšnje 2. Enostavno na to se moraš pripraviti, moraš ahtati na hidracijo, se pravi dosti piti, dosti biti svež. Jasno, hibernirati med brzinci čim bolj, da ne potrošiš energije. Tako jaz sem doma z morja in smo na take temperature navajeni. Tudi se dosti časa namenim telesnim pripravam. Še na kratko o hitrostnih preizkušnjah. Letos je ob že znanem Podlonku in Starem vrhu ter ob rahlo skrajšanem Jamniku posadke pričakala nova, skoraj 7-kilometrska z imenom Zala. Skupaj s Podlonkom sta bili na sporedu v soboto, drugi 2 v nedeljo. S tem brzincem se je 11. reli železniki tudi začel. Upravičil je pričakovanja kot najhitrejši HP, Rok Turk ga je prvič odpeljal s poprečno hitrostjo 114 km/h. To je zadostovalo za 5 sekund in pol prednosti pred Boštjanom Logarjem, poleg katerega je znova sedel David Kalan, prvič po sezoni 2006, ko sta osvojila naslov prvaka. Marko Gros je bil 40 za Logarjem. A izkazalo se je, da bo ciljna črta prvega prehoda HP Zala tudi zadnja, ki jo je prečkal. Okvara črpalke za gorivo je preprečila nadaljevanje. Čeprav bi lahko naslednji dan startal s pravilom Super Reli, bi bil zaostanek prevelik. Hiter drugi odstop v tej sezoni za aktualnega prvaka. Zgodnje težave so imeli tudi kar 3 posadke v diviziji 3. Robert Kresnik in Nives Cotič sta svojega Clio parkirala zelo blizu Hyundaiu i20. Ob tej priliki je nastala tale fotografija. Cilj od prvega dne nista ogledali tudi posadki Domen Mihevc, Pavel Rotar in Vase Miklavčič Martin Černigoj. V vodstvu je bil po tej zmešnjavi torej Blaž Benčina. 3 Clii torej s problemi, a vse posadke so v nedeljo ponovno startale. Dovolj o odstopih. Turk in Logar sta bila razred zase, saj je razlika med Boštjanom in tretjovrščenim Vlastimilom Majerčakom, tukajšnjim zmagovalcem leta 2017, že znašala 25 sekund. Izkazal se je tudi Domen Slejko v diviziji 1, pred Renejem Černigojem je prednjačil za 24 sekund. Nič nismo rekli v diviziji 2 državnega prvenstva. Mark Škulj je sicer postavil dober čas na Zali drugič, a Kajko je za Martinom Čendakom zaostajal že za 11 sekund. 23-letnik je bil visoko tudi skupno,
po končanem sobotnem delu na 4. mestu, celo pred Slovakom Majerčakom. Mitja Klemenčič je 3 sekunde pred njim držal 3. mesto. Kot vodilni je na nočni počitek krenil Turk 27,6 sekunde pred Logarjem. Ob koncu prvega dne si omembo zasluži še domačin Gašper Kos na sploh prvem reliju v karieri. Na starem vrhu je s 5. časom brzinca dan končal v najboljši deseterici. Sobota je bila res kar prežeta z akcijo. V takem tempu se je nadaljeval tudi nedeljski del s hitrostnima preizkušnjama Podlong in Jamnik. Rok Turk in Blanka Kacin sta nadaljevala niz najboljših, Boštjan Logar in David Kalan pa niz drugih najboljših časov. Zaostanek je sicer po polovici brzincev presegal pol minute. Videli smo tudi spremembo na 3. mestu. Vlastimil Majerčak in Jakub Slovak sta pridobila, kar sta dan prej na starem vrhu izgubila. V drugi diviziji se je pletla bitka za 4. pozicijo. Mitja Glasenčnik je za 2 sekundi prehitel Gašperja Kosa, le 2 desetinki za Kosom pa je napadal Simon Mlinar. Na Podlonku sta odstopila Boris Požek in Jernej Korpar, vse do trenutka nesreče sta držala 1 točko za državno prvenstvo. Predčasno pa je dirko zaključil tudi vodilni v diviziji 3 Blaž Benčina s sovoznico Polono Lavrenčič. Edini, ki v tej konkurenci še ni odstopil, Robert Anželak, je moral le brez težav odpeljati do konca za zmago. Sledil je brzinc Jamnik, kjer same najvišje točke, preden se cesta spusti v Kropo, ni dosegla še ena vodilna posadka. Domen in Klara Slejko sta imela kar minuto in 10 sekund naskoka pred Brusom in Zaljubrškom, a na Oplu Adam je prišlo do okvare. V enem levem ovinku, že prej kot smo odstopila, je nekaj moralo biti narobe s končnikom. Potem smo nadaljevali, naslednji ovink je pač končnik se snel, tako da možnost nadaljevanja nismo imela in smo mogli odstopiti. Slejko je s tem v navednicah pokoristil bonus v tej sezoni. Divizija 1 je s tem odstopom zdaj izgledala neverjetno izenačena. Najboljših 5 posadk je ločilo 20 sekund. Luka Brus je po Jamniku držal 10,6 sekund prednosti pred Janom Revletom in 14,6 pred Rokom Bazjakom. Četrti je bil René Černigoj, ampak za 19-letnika, ki reli vozi že 3. leto, je bil usoden drugi prehod Podlonka. Tudi njegovega Opela Adama so morali predčasno naložiti na prikolico. Do konca dirke se je ozračje le malo umirilo. Turk je največjo razliko uspel narediti prav na Jamniku, pred zadnjim krogom hitrostnih preizkušenj je uspel napraviti prednost že več kot minute pred Logarjem. Domačinu Škodi Fabi je vselej postavil drugi čas brzinca, vse do predzadnje, ko je Mitja Klemenčič odlično odpeljal Podlong tretjič. Zanesljivo je držal 3. mesto v državnem prvenstvu. Skupno je za 3. Majerčakom zaostajal le za 2,8 sekunde. Pred končnimi rezultati se najprej oglejmo, kdo je bil najboljši v posameznih divizijah. Robert Anželak in Radovan Babič sta zdržala do konca brez težav in slavila prvo zmago v diviziji 3. Miklavčič, Kresnik in Mihevc se po sobotnih problemih lahko veselijo točk, ki so jih dobili. Po seštevku točk je v najboljšem položaju Vasja Miklavčič. V diviziji 1 je odstop Černigoja najbolj izkoristil Jure Jereb s sovoznikom Matejem Pračkom, ki je na 7. brzincu zraven prehitel še Roka Bazjaka. Na koncu je le uspešno končal reli minuto in 13 sekund za Jerebom. Najbolj napet boj sta na celotni dirki uprizorila Jan Mrevlje in Luka Brus. Uspešnejši je bil slednji za 6 sekund in 7 desetink. Posadka Brus Zaljubršek je še 3. različna posadka zmago letos. Spomnimo, Jan Mrevlje je zmagal v Ajdovščini, Domen Slejko v Velenju. Razlika od prvega do drugo uvrščenega je bila tokrat najmanjša. Tukaj je neuradno točkovanje v tej diviziji, zaenkrat še z upoštevanimi vsemi dirkami. Tako bo vse do predzadnje dirke. Brus je vsaj začasno torej prevzel vodstvo za 10,5 točk pred Slejkom. Sledi razplet druge divizije. Prav vsi dirkači so se na stopničke uvrstili z Opel Corso. Jan Medved in Izidor Šavel sta drugič letos osvojila 3. mesto. Znova pa se je na vrhu ponovil izid iz Velenja. Mark Škulj in Uroša Cvirk sta za zmagovalno posadko, Martin Čendak in Jakob Markežič zaostala za 35 sekund, 1,5 več kot v Velenju. Res vrhunski vikend, no. Kaj ne rečem, brez napake od začetka do cilja. Včeraj smo se malo odlepili od ostalih, danes smo to nekako vzdrževali, čeprav kapo dol vsem, mislim, da danes bil kar hud ritem v celotni diviziji. Ekipa je naredila fantastično delo, fantastični dirkalnik, tako da res iskrena hvala njim. Gašper Kos je končal le 17 sekund pod stopničkami na svojem prvem reliju. Glasenčnik, Pajk in Albrecht so pridobili 1 mesto na zadnjem prehodu Jamnika zaradi težav Simona Mlinarja.
Čendak je z 2 zmagama zdaj sam na vrhu lestvice točkovanja, s Škuljem 6 točk za njim. Najboljša trojica je v istem vrstnem redu, kot so končali v Železnikih. Še končne rezultate razkrijemo. Mitja Klemenčič in Viljo Šlaj sta v konkurenci državnega prvenstva vnovič končala na 3. mestu, skupno 4. Tudi tokrat ne brez zapletov. Cel teden sva bila oba bolana, še v petek se nisva sestavila, včeraj sva imela probleme, sovoznika včeraj, kar da ga ni bilo. Danes se je nekako malo meni vrnil zdravje, sovoznik je še zmer bolan, tako da sva izredno zadovoljna s tem 3. mestom. So se pa na koncu dirke borile za 3. mesto v generalu in na zadnjem brzincu so bila ogromno hitrejša, v mestnih časih so to potrjevali, vendar sva na zadnjem 3 kilometrih naredila napako, se zavrtela, malo bi izgubila celo dirko. Vlastimil Majerčak, ki je kot že omenjeno v Železnikih zmagal pred 7 leti, je tokrat sovoznikom Jakobom Slovakom in dirkalnikom Fordom Fiesta Rally 2 zadržal zadnjo pozicijo na skupnih stopničkah. Minuto boljša od te posadke sta bila Boštjan Logar in David Kalan na 2. mestu. Za Boštjana je to najboljši rezultat v zadnjih nekaj letih. Jaz mislim, da ta reli sem majčken prestavil meje, pač v svoji glavi. David je upravil izvrstno delo, dobro sva se ujela, čeprav so bom rekel, dolgih, po tih povedal, 18 letih, spet se dela skupaj. Krasen reli, moram pohvaliti organizatorja, res je pripravil dober reli. Z najboljšimi časi na prav vseh 10 brzincih in minuto 37,7 sekunde prednosti sta Rok Turk in Blanka Kacin potrdila svojo hitrost in moč v letošnji sezoni. Zmeri se mi je fajn vračati v Železnike, ne vem, dobro se počutim tukaj že od prve dirke naprej in verjetno se na to odražajo tudi rezultati. Ja, dobro se počutim, mogoče tudi zaradi tega, ker so brzinci in ceste res podobne domačemu Idriju, okolici in ja, adaptacija je zelo hitra na tako in pol, človek bolj uživa. Zanimivo, izboljšana je bila največja razlika do drugouvrščenih na relih v Sloveniji letos. Daniel Majer je v Vipavski dolini zaostal le 60 manj. V najboljši deseterici skupnih rezultatov letošnje izvedbe relija Železniki samo Majerčak ni Slovenec. Omenimo še, da so bili dobitniki točk za državno prvenstvo, poleg tukaj izpisanih še Pelhan, Hrženjak, Pajk, Aubrecht, Mlinar in Savič. Turk ima še vedno največje število možnih točk, 120 brez odštetega najslabšega izida. Zaenkrat so to Železniki. Klemenčič zaostaja za 31,5 točke, Škulja in Čendaka pa v tej razvrstitvi loči le točka. Torej, pričakovan razplet 11. relija Železniki, vsaj kar se zmagovalca tiče, so se pa karte pošteno premešale v državnem prvenstvu. Marko Gros in Tara Berlot sta zabeležila še drugi odstop v letošnji sezoni, tako da boste zagotovo pogrešila točke v naslednjem delu sezone. Do konca torej nismo dobili novega imena na seznamu zmagovalcev, Rok Turk je v Sevški dolini skupno zmagal že 6. Ekipe se zdaj odpravljajo na zaslužen poletni počitek, reli pa se znova vračajo čez približno 2 meseca. 23. in 24. avgusta bo na vrsti reli Dolina zelenega zlata v Žalcu. Vabimo pa vas tudi na gorsko hitrostno dirko Podnanos, ki bo na sporedu že čez manj kot en teden po končanem reliju Železniki. Ostanite torej v naši družbi še naprej, hvala in nasvidenje.